Vrtnarjenje na visoki gredi se spomladi začne veliko prej kot na vrtu. Že v začetku meseca marca lahko sejemo in sadimo številne vrtnine. Danes pa bom predstavil 3 kombinacije za visoko gredo v tem času, pa kar začnimo s prvo. Tukaj sem našel sadike pora, seveda so še te lansko leto, ampak nič za to. Sadil sem jih nekoliko bolj na gosto, uporabil jih bom podobno kot mlado čebulo za prvo spomladansko solato. V ta vmesni prostor sem sadil solato, to je solata sorte Canasta, ki jo tudi polži nekoliko manj imajo radi, tako da ste z njo varni bolj tudi na vrtu. Seveda v ta medvrstni prostor pa lahko kombiniramo mesečno redkvico. Mesečna redkvica je odlična, hitro kali, seveda pa je treba gledati, da imamo mlado seme in da je veljavno še v tekočem letu. Seme redkvice in nasploh vseh vrtnin, ki jih sejemo zgodaj spomladi, ko je tudi hladno, naj bo vitalno, ker ti tako ima večjo energijo kalivosti. Seveda pa smo visoko gredo tudi pripravili, to bom zdaj povedal in potem nadaljujemo tudi z ostalima 2 kombinacijama. Na kompaktno plast sem dodal nekaj svojega komposta, dodal tudi Kompo biovrtni kompost in to je pravzaprav osnova visoke grede. Višina je približno 15 cm in kompost ima v tem času v vlogo tudi to, da enostavno nekoliko greje zemljo od spodaj in to je pravzaprav tisto gonilo srce visoke grede. Vse skupaj je bilo treba kar dobro premešati. Ko izberate dober vrtni kompost v trgovini, pa enostavno potehtajte vrečo in izberite tistega, ki je težji. Seveda ta kompost ne sme biti namočen, to je dobro merilo, da boste izbrali dobro vrečo in moje vreče so bile danes res težke. Kar se tiče nadaljevanja, potem smo dodali zemljo za visoko gredo. Jaz sem izbral kar Kompo bio zemljo za visoke grede, ki enostavno je brez šote. To je pomembno, da ohranjamo tudi naravna šotišča, kajti na ta način po domače šparamo naravne vire, ki niso neskončni, tako da vidim, da je zemlja dobre strukture, tudi rahla. In zakaj je treba sploh menjati zemljo vsako leto? Zato, da v visoki gredi potencialno potem odstranimo kakšne ličinke majskega hrošča. Vsekakor je dobro, da jo zamenjamo tudi zato, ker je na visoki gredi kolobar ozek in se na ta način rešimo še težav s kolobarjem. Tako da zemlja vsekakor dodati vsako leto novo, kot sem rekel, približno 30 cm, spodaj pa 15 cm komposta. Zdaj pa gremo na naslednjo kombinacijo. Tukaj pa imam kombinacijo špinače, blitve. Lahko na eno stran, če imamo dovolj visoko gredo, dodamo eno špinačo ob robu, na drugo stran dodamo blitvo ali pa tudi špinačo, blitvo. Potem pa tam, kjer je nekoliko več prostora, dodamo recimo še 2 vrsti solati. Vmes je prostor za korenček. Tukaj na tej visoki gredi, ki je nekoliko ožja, ni dovolj prostora še za solata. Solate imamo dovolj tudi že v rastlinjaku, tako da bomo pri nas sejali kar korenček. Kar se tiče korenčka, pa lahko pogledate, da je tukaj res velika izbira različnih sort. Imamo rumene, vijolične, oranžne, rdeče. Zagotovo bo vsak od teh popestril vaš prostor, tako na vrtu, kot tudi na visoki gredi. Seveda potem pa še ena zanimiva kombinacija, to je pa pravzaprav tretja. Tukaj pa lahko sadimo čebulček in pa potem za mlado čebulo, ki jo pohrustamo na piknikih, in pa prvo spomladansko rdečo peso iz sadik. Pri čebuli sem jaz izbral sorto Sturon, ta ima značilnost, da ne uhaja tako hitro v cvet. Kar se tiče čebule, lahko izberete tudi druge sorte. Tradicionalna je ptujska rdeča, holandska rumena, zelo priljubljena je tudi šalotka. Kar se tiče rdeče pese, sejete lahko iz semena, jaz pa zelo rad vzgajam tudi iz sadik.
Ko izberate rastline iz sadik, pa seveda tukaj odstranite škarjami eno sadiko stran, da si ne konkurirajo. Na ta način bo potem rdeča pesa zelo hitro napredovala v rasti. Jaz rdečo peso zelo rad kombiniram tudi s česnom, če ga sadim vsaj 40 cm narazen, potem pa rdeča pesa v mestnem prostoru z listi pokrije tla, ustavi nekako plevel in na ta način rabim tudi manj okopavati. Čebulček pa seveda sadimo na gosto, na visoki gredi, zato da enostavno ga poberemo kot mlado čebulo, kajti prostor na visoki gredi je omejen in na ta način si najlažje pridobimo čim več vrtnin. Tako da to je bilo nekaj idej za to prvo zasaditev visoko grede. Ne pozabite, dodati je treba kompost, dodati je treba svežo zemljo, zavihajte rokave in kar hitro na delo. Prijavite se na naše nove nasvete na YouTubu, sledite nam tudi na spletni strani Zeleni svet, Facebooku, Instagramu in pa tudi TikToku.